Ja, glejte, zdaj vprašanje, ki ste ga najavili, se je glasilo, tole bom citiral, da se pač ne zmotim. Na 27. redni seji Državnega zbora vam bom postavil ustno poslansko vprašanje v zvezi s korupcijo in mafijskega upravljanja z državo. Zdaj to, kar ste našteli, je napaberkovano iz naslovov raznih časopisnih člankov, na katere je bilo že velikokrat odgovorjeno. Gospod Snežič ni ne moj davčni svetovalec, ne davčni svetovalec vlade, tudi to smo že velikokrat pojasnili tudi iz tega mesta. Nikoli mi nismo nasprotovali švedskim strokovnjakom v DUTB-ju, ti so bili imenovani, kakor vem, v času našega mandata ali pa je bilo sploh takrat vzpostavljeno okolje, kjer je bilo pač možno povabiti tuje strokovnjake. Zdaj, kar se tiče pa mafijskega upravljanja z državo, vam pa lahko veliko povem. Kajti to, kar so danes osrednji problemi te države, izhaja namreč ravno iz tega, da v tej državi udbomafija ali kot je to v zadnjem času nov uveljavljen termin vzporedni mehanizem, obvladuje brez volitev, brez legitimitete velike dele sistemov in podsistemov. Lahko vam opis začnem tam, kjer ga je začel gospod Pezdir v svoji knjigi, ampak bi predolgo trajalo, tako da lahko malo preskočimo. V novejšem času se je to začelo s tem, ko se je med prvim in drugim krogom volitev leta 1990 skurilo in razrezalo 90% državnih arhivov, potem razorožilo slovensko teritorialno obrambo, da bi se preprečilo osamosvojitev, potem privatiziralo 100.000 stanovanj v državni lasti, vključno s hišami v Murglah za bagatelne zneske, potem se je zamenjalo vilo v lasti Republike Slovenije za drugo vilo v lasti Republike Slovenije in se je vpisalo kot svojo lastnino. In se zdaj govori, da je bilo to vse ok. Celo sodišče, ki domuje na istem naslovu kot politična stranka, ki je lastnica kao te vile, to potrdi. Potem se je privatiziralo vse osrednje tiskane medije. Za predsednika programskega sveta RTV Slovenije se je najprej imenovalo bivšega predsednika Zveze komunistov in socialnih demokratov, nato pa izvršnega sekretarja centralnega komiteja gospoda Baškoviča, ki je še vedno predsednik programskega sveta RTV Slovenije. Dvakrat so tovariši bankrotirali banke v državni lasti, pa nihče ni odgovarjal. Leta 1994 je bil sprejet v tem domu zakon, v katerem piše, da sodniki, ki so kršili človekove pravice, ne smejo biti imenovati v trajni mandat. Kljub temu se je v Vrhovnem sodišču znašlo pred leti 80% teh, ki so dokazano kršili človekove pravice, vključno s tem, da so izrekali smrtne kazni in odobravali streljanje in umore civilistov na meji. V letih 2009 in 2010 je bilo v največji državni banki ob mižanju in kimanju državnih oblasti v času, ko je bila neka druga vlada, opranih 1 milijardo 700 milijonov ameriških dolarjev iranskega denarja, ki je bil namenjen za podporo terorizmu, izdelavi jedrskega orožja, plačevanju iranske tajne službe in pristojne institucije še danes ne samo, da niso za to obsodile nikogar, ampak tudi obtožile še niso nikogar. Po mnenju strokovnjakov je iz tega posla bilo izplačanih za 300 milijonov ameriških dolarjev provizij in tukaj iščite korupcijo. Ne pri sendvičih, pa pri ne vem čem. Da ne govorimo o tem, kako se je v tem času v vseh sistemih pokadrovalo vse, kar se je dalo, v sodstvu, tožilstvu, policiji, šolstvu, diplomaciji, socialnih zavodih, javnih podjetjih, nadzornih agencijah in to po načelu negativne kadrovske selekcije. In zaradi tega imamo danes veliko družbenih podsistemov, ki jih obvladuje vzporedni mehanizmi oziroma, kot pravite, mafija in korupcija.